Hej, zdravo! Zdaj se pa že dobro poznava in tole je že 6. trik, kako se čim hitreje in najbolje, najlažje naučiš angleščino. Tale video je namenjen vsem tistim, ki imamo težave pri črkah, ko malo zaplešajo po svoje, ko se lovimo, ne vemo, kako napisati, oziroma tistim, ki imamo disleksijo. Tudi jaz imam, tako da vem, s čim se spopadate. In dve stvari, ki sem ju ugotovila, pa ki delujeta, lahko poskusiš, vidiš sama zase. Ok? Gremo pogledati. Recimo, izbrala sem dosti težko besedo, to je because. Kaj se pri tej besedi pogosto narobe zapiše je i, v resnici je e, in pa tukajle cause, slišimo mi o, cause, pa ni, je a, pa še e na koncu, čeprav slišiš samo because, s. Precej stvari, ne? In to sem zdaj tukaj kar na tablo napisala, z zeleno, tiste črke, kjer je treba biti zelo pozorna, ok? Poglejva, torej, b, c je bil ok, a, u, s, e, because. In zdaj, to besedo seveda lahko ti v zvezek mirno napišeš 2-krat, 3-krat, 5-krat. Lahko pa narediš še korak naprej in si jo napišeš s pravimi barvami ali pa s tistimi, kjer vidiš, da imaš težave, in razrežeš, tako kot sem jaz, in potem vzameš črko za črko, kot bi sestavljal besedo, ampak da fizično, torej da z roko premakneš črko na svoje mesto in greva. B, zdaj mora biti e, b, cause. No, recimo, da bo približna naravnost. B, c, gledam naslednjo črko. A, u, s, e, because. Ops, sekundo. Pilni trak se mi odlepil. Takole, because. Because. In, če to delaš samo na mizi, premešaš še enkrat in poskusiš, brez da gledaš to besedo, ponovno pravilno razporediti črke. Ja? Odličen način za vse besede, ki ti povzročajo težave. Če imaš slučajno že kakšno abecedo, da je to na kartončkih ali pa mogoče na kakšnih plastificiranih kartončkih ali pa lahko sam izdelaš angleško abecedo in tiste besede, ki so težje, takole postaviš najprej, da vzameš v roke črko in jo postaviš na pravo mesto. To je top način, top trik, kako se res take težje besede zapomniš. Pa še nekaj ti bom povedala, kar se mi zdi pa res zelo pomembno. Včasih dislektike označijo za manj sposobne, za butaste, za moteče, za marsikaj, ker je ta oblika delovanja možganov, ker ni bolezen, ker je samo način delovanja možganov, nerazumljen pri večini ljudi, ki jim je linearnost, torej zaporednost, bližja, kot pa ta celovitost, skozi katero dislektiki dojemate svet. Ampak pazi, ti nekaj povem. Ti, če imaš disleksijo, se lahko z nekaj truda in vztrajnostjo naučiš te linearnosti pri črkah in pri zapisih besed. Brez težav. Drugi se pa zelo težko, skoraj da bom rekla nemogoče, priučijo tvojega načina celovitega dojemanja in razmišljanja. Ok? Tako da kar pogumno razrezati besede na črke, prestavljati, lepiti, zapisati in vztrajati in zmagaš. Ok? Še zadnji trik.
pri katerem pa predvsem vabim tvoja starša, mami, očija, kogarkoli želiš, da posedeš pred zaslon in njima še pokažem zadnji trik. Lepo bodi do takrat. Čao!